Zdaj že nekdanji predsednik vlade Miro Cerar je oblast vrnil v roke državljanov. Obetajo se spremembe, država pa do naslednjih volitev ne more kar nehati z delovanjem. Jaz upam, da ne bo da ne bo do kakih bistvenih sprememb prišlo. Jaz upam, da bodo vladne službe delale v skladu s programi, ki so zdaj pomembni. Zdaj konkretno za Maribor je pomembno to, da občine podpisujemo drugi dogovor za razvoj regij. To je tam okrog 300 milijonov evrov za regionalni razvoj. Upam, da ne bo tudi do kakih čudnih zastojev prišlo. Cerar je od leta 2014 prejel kar nekaj vabil za obisk mestne občine Maribor. Po besedah župana Andreja Fištraca se morajo kljub trenutni situaciji številni projekti nadaljevati. V to so šteti drugi tir, izgradnja nove železniške postaje v Mariboru in podobno. Dr. Miro Cerar je bil večkrat v Mariboru, vendar uradno se ni želel sestati. Jaz sem nekaj časa celo verjel, da je to politika. Je pač bivši predsednik vlade pač ocenil, da ne potrebuje komunikacije z župani, pa da lahko kljub vsemu uspešno vodi državo. Na ulicah Maribora smo preverili, kaj o odstopu menijo občani. Ja, gledajte, zdaj odstopati na tak način, ki ga je on počel, to se meni zdi vredo. Ampak kljub temu 3 mesece pred volitvami si je tak sam javil skopo. In dejstvo je, da enkrat se je moglo to nehati. Krajni čas, da je odstopil, ker to njegovo ministrico, koliko jo ščiti, koliko nam je hudega naredila v zdravstvu. Kaj če nič ne rečem, je v redu, pa to dovolj. Bi že mogel prej odstopiti. Da se izognejo vsem problemom, pa prepustijo probleme drugi vladi, ki bo zdaj prišla na oblast. Odstop Cerarja je skoraj neposredno prekinil aktualno stavke, saj se stavkajoči dan po odstopu nimajo s kom za pogajati. Nič ni napredovalo takšno situacijo. Odstop premierja pomeni, da mi kot sindikat enostavno nimamo pogajalcev na nasprotni strani, vsaj ne takšnega za polnim mandatom, kar pomeni, kar se nas tiče, najverjetneje prekinitev oziroma zamrznitev stavke. To je pravzaprav huje. Namesto da bi vlada v odhajanju uredila razmere v javnem sektorju, prepušča to svojim naslednikom, ki se bodo tako v začetku mandata ukvarjali z neumnostmi, s katerimi se ne bi bilo treba, če bi ti, ki so zdaj tukaj, odgovorno opravili svoj posel do konca. Identično situacijo kot na Svizu imajo tudi na Policijskem sindikatu Slovenije. Mi smo danes dobili obvestilo o preložitvi pogajanj strani vladne pogajalske skupine, tako da bomo počakali za nadaljne izjave in sporočila vladne pogajalske skupine, na katere se bomo lahko potem odzvali. Zaenkrat smo dobili uradno obvestilo o preložitvi pogajanj. Na odstop Cerarja se negativne kritike še kar vrstijo. Samim odstopom naj ne bi rešil prav veliko, marsikatera situacija pa naj bi bila potem le še bolj zapletena. Pravzaprav tega ne razumem čisto dobro. Gospod Cerar je pri tem govoril, da ne jamra, ampak dela. In če vrača zdaj oblast v roke ljudi, a to pomeni, da je prej v grabu. Skratka, to ni resno. Je pa neresno, da odstopa v situaciji, ko so praktično volitve pred vrati, mesec dni in pol, s tem svojega ratinga ne bo popravil. Imel je bistveno več možnosti odstopiti prej, ko ni bil sposoben vzpostaviti reda v koalicijski vladi in sankcionirati neodgovorne poteze nekaterih njegovih ministrov. Vprašanje je, kdaj se bo situacija razrešila, sploh za stavkajoče pa brez dvoma ne hitro.